Zdaj pa čas, da se nam v studiu pridruži naš očitno po novem japonski korespondent Marko Žerjal. En lep aplavz za... Oziroma, Marko Žerjal sam. Če niste spremljali oddaje prejšnji teden, se nam je korespondent Žerjal javil iz te oddaljene dežele, pa ne zato, ker bi njegov prispevek bil o japonski, ampak zato, da bi si lahko službeno podpisal kot davčno olajšavo. Kar moram priznati, gospod Žerjal, meni osebno ni bilo najbolj všeč. Ja, dejte, gospod Godler, vas popolnoma razumem. Malo sem se res igral z mejo med črnim humorjem in sivim gospodarstvom. Zato pa sem se odločil, da se vam tokrat malo oddolžim in sem prinesel nekaj daril iz Japonske samo za vas. Daril? Daril. Zame? Gospod Žerjal, kako bo človek jezen na vas? Dajte mi povedati, kaj ste mi prinesli? A bomo naredila en Japan Hall, kot se zdaj dela? Japan Hall. Japan Hall! Japan Hall! Prvo, ker vem, da ste ljubitelj čaja, sem vam prinesel en čaj iz Japonske. A je to nekaj, kar bo imel halucinacije? Ne vem, kaj ste prej uživali tekom dneva, ampak načeloma... Gospod Žerjal... Čaja ne. Gospod Žerjal, jaz sem bil že na obisku pri vas in lahko rečem, da so bile halucinacije del tega obiska. Šmo sprobati? Ni treba vsega povedati, kar se dogaja pri meni doma, gospod Godler. Zdravje, iz česa pa je ta čaj? Nimam blage veze. Gospod Žerjal, to je urin. Moram se strinjati, to je nekaj najbolj ogabnega, kar sem kdaj pil v življenju. Presežem, samo malo. Moj urin je boljš kot to. Jaz res ne razumem. Večina stvari na Japonskem je odlična. Hrana je odlična, pijača je odlična. Ta stvar je nepitna. Ne razumem. Ne, res. Ne razumem, kaj so razmišljali, ko so to izumili. Res je... Ampak lahko nadaljujemo, prinesel še nekaj cvrtih alg. To pa poznam. Ja? To pa poznam. Domače? Jaz sem drugače kar ljubitelj japonske hrane in moram reči, da to mi ni tuje. Čeprav zgleda mi sumljivo, okej, joj. Glejte, če vam ni všeč, lahko splaknite z malo čaja. Jaz te oddaj nem spelo do konca, to me enkrat ena. Urin pijem, pa nekaj halucinogenga jem. Super. Ampak ni grozno. Ali so mi všeč? Ja, mislim... Boljše od čaja. Boljše čaj, vsekako, ja. Kaj ste še prinesli? Da vidimo. Prinesel ta prigrizek iz fižola. Zelo popularna stvar na Japonskem, to povsod dobiste. Prigrizek iz fižola, kaj pa če bi rekli temu fižol? Vse je, ampak ne vem, malo ga popečejo neki, a boste? Ga popečejo. Kako zgleda? Zgleda zelo kot fižol, drugače. Ja, kot fižol. Izjemno kot fižol. Okus ima pa kot hrustljav fižol. Ja. Prazen fižol. Ja. Ni slabo. To bi lahko pri nas tudi uvedli. Znajo na Japonskem, bi rekel, narediti zelenjavo votlo. Naslednja stvar. Dimljen, razcefran in sušen ligenj. Tipičen prigrizek na Japonskem drugače. Jaz sem ga že probal in me zanima, kakšna bo vaša reakcija na nje. Vi ste ga že probali? Jaz sem že, ja. Kar postresite se. Aha, to se... Ligenj? Ligenj. A sem preveč vzel? Ne. Lahko še v bistvu. To pa diši. To je pa, ne, iskreno, to je pa kot bi žvečil spolno bolezen. Kaj nema malo vonja? Ne. To je pa kot potpori spolnih bolezni. Meni ni tako slabo po okusu. Vonj ima malo po tisti hrani za ribe, ko se ukvarjam. Bom sam tako rekel, pristaniški vonj ima. No, potem sem siguren, da naslednja stvar mi bo zelo všeč, ker to so pa dimljene školjke. Okej, ampak školjke, ja, je ista stvar, bo, ne? Ne vem, tega pa nisem poskusil. Jaz sem že deci čaja spil, by the way. Vsega imate še, če vam zmanjka, vi kar to še Jaz sem se ga že provadil. Ja, ne?
Tu imate zobotrebec, pa kar poskusite školko. A ja, to je treba ločeno. Ok, v redu. Eno, aha, to je mokro. Tega še nisem poskusil. Bom počakal, da vidim, kaj vi pravite. Dobro. Aha, Jaz se Izgleda opravičujem. čudovito. Moramo dati na vdajo 18+, kateri so. Vonj je kar interesanten. No, ja, hujško vse skupaj. Jaz bi poskusil, samo mi je zmanjkalo zobotrebcev. Imamo še kaj zanimivega? Imamo, naslednje stvari treba narezati, se bojim. Narezati? In sicer gre Pa ne, da za... je še živo. A ja, ne. Kolin ne bo, vse je že bilo umorjeno za nas. So ribje palčke, oziroma nekakšna ribja torta. To je pri njih izjemno popularno in sem probal samo enkrat. To je... Če lahko malo pripravim gospoda Godlerja, ne? Gospod Pre. Jaz se rečem temu hrenovka. Ja, na pogled je kar podobno. Jaz sem kar to narezal, Ja. če grata. Upam, da ne špricem po publike. A to je... Zakaj tako? Jaz se pravičujem, jaz tega ne znam odpreti, gospod Godler. Mogoče znam jaz. Ja, to treba porezati tlele na vrhu, na koncu, evo. Oba. A to se stisne pa kaj se poje? Ja, dejte, zakaj pa ne? Je pa, ok, dost, nekaj mislim. Imam dobro novico. Zmanjkalo nam je sladega, tako da ste pripravljeni še na kaj sladkega mogoče? To je po zakonu dovoljeno. Izjemno popularno. Tudi v barih strežejo zraven pijače. Potem so neki piškoti... Meiji z matcha čajem. Matcha čaj, ok, to je to. Ogromno sledic pri njih vsebuje matcha čaj in ne vem zakaj, ker večina ma ne paše, ampak tam mogoče dobra. Skusimo. Matcha čaj, to je spet neka finta, ne? Ne, sigurno bo dobro. Skrbi, gospod Ne, Godler. zdaj mi je gospod Žirala, to pelče slučajno. Ne vem. Jaz nisem za pekoče. Izvolite. Prav dva sta not. Ja, Bo za vas zazdravila. pa zame. Živeli. Matcha. Ja. Ne, skozi čakam eno finto, da bo zdaj nekaj narobe. To je pa dobro. To je pa prva stvar, ki je res dobra. Je? O, sem vzel. A pride za menoj to, okej? Ne bo halucinacij, gospod Godler, ste varni, ne skrbi. Ker zadet pa nam Luki v prispel gledal. Še trezen. Ne mislim, to bi dejansko ga izboljšalo, po moje. Ampak ja, pustimo. Ja, mogoče res. Pozabil sem še, to so pa prigrizki, ki jih pogosto strežejo zraven piva. Zraven piva. Sicer pivo, žal, nisem se upal pripeljati. Kaj pa zraven ščeline? Poskusimo, kaj pa vidimo, mogoče bo pa dobro. Dajmo sprobati tole. Lešnički, ne, kaj so to? To so oreščki. Oreščki in nekakšen napihnjen riž. Napihnjen riž. Ja. Pravno, ne? To bi pa jedel, to je pa prva stvar, ki bi jo jedel. Predstavljajte si, da bi imeli še pivo zraven. Drugače na Japonskem so imeli to čudovito pivo jebisu. Če lahko dobimo sliko režije, je bilo... Kaj ste pa počeli potem, ko ste spili to pivo? Ne bi komentiral, ker kot pravijo, kar se zgodi na Japonskem, ostane na Japonskem. Tako da... O, super. Še kaj? Ja, imam še KitKat z okusom melone. O, to bi pa rad sprobal. Ja, pa dajmo. Ja, to me pa zanima. Zdaj že malo publiko zanima, se mi zdi. Gospod Žegar, medtem ko odpirate, dajte mi še eno stvar povedati. Kako so vas pa na carini gledali, kaj ste s tem prišli na mene? Gospod Godler, to so bile najmanjše težave na carini. Ma, Pridemo do dosti hujšega. Ampak, sedaj KitKat. O, oranžno je. super, pa glih prava dozica. Ja, izvolite. Po vsem tem, kar smo pojedli. Odlično. Ja? Dobro. Cool. Razen ta melon pri okusu. Ja, taka posebna tekstura. Meni je grozno, je res dobro. Ne pa dobro, Ja? Ne pa dobro. Mislim, napram vse, kar sem probal danes, je to Amerika. Vzeli so solidno čokoladico in uničili z melono. Zakaj? Ne razumem. To je res. Ampak čokoladica, ki me pa najbolj zanima iz Japonske, ki sem jo prinesel, je pa čokoladica Dars. Čokoladica Dars, gospod Godler, to je... Deva sprobati to, pa da vidimo, če so na 3 ure do doma peljala. To me zelo zanima. Vidimo. Morala bi se popraviti.
Na srečo ima pri njih dar samo čokolade, če si, ne javni prevoz, tako da. Ja, ne? Mnogo boljši od našega Darsa, če mene vprašaš. Se že čist počas gibem, lej. Bi probali še beli Dars? Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, zdaj pa se bojim, da mi je žal zmanjkalo stvari za jest, Ja. tako da bi prešel na ostale reči, če hočete. Gospod Žerjal, vi niste samo sladic in priboljškov za voditelja prenesli. Niste prenesli? Še zabavni program. Stvar, ki jo prodajajo v ogromnih njihovih trgovin in ne vem zakaj, so kakci. Pa to ni za jest. Lahko poskusite, jaz še nisem. Ampak Imajo vseh oblik in velikosti, pa bele barve tudi. to je pesek noter. Mislim, da ja. Pa sumljivo lepljivo je. Ne, diši. Diši, ne? Ja. Japonci so zelo čist narod, pri Ja. njih tudi... Kakci dišijo. Tri kakci dišijo. Ja, hvala lepa, to gre v mojo pisarno. Seveda sem mogel prinesti tudi umetne joškice. Vzel sem jih za celo ekipo. Težki so za odpret, ne vem zakaj. Težke? Ja. Težko je priti do japonskih joškic, ne vem kaj jih ko čuvajo. Neč teže, kot modrc dol dati. Gospod Žeral, tole mi je pa všeč. Je? Ja. No, potem vam bo všeč, kar sledi, ker so še kar par bizarnosti. Kot prvo je nekaj, ki po moje v Evropi ne dobiš. Imeli so dejansko strip Hitler. Kaj? A to je kot biografija? Mislim, da ja, žal je cel v japonščini, tako da ga nisem najboljši razumel, ampak je strip o Hitlerju. Glavni lik je Hitler. A je prikupen lik? Ja, tej ne vem. verzi. Ne vem, koliko so zgodovinsko natančni bili, ampak iz nekega razloga nimajo teh zadržkov do Hitlerja, kot jih imamo pri nas. Okay. Sem malo spraševal Japonce, v katere države evropske so šli in vsi so rekli, če so rekli v kakšno, v Italijo pa v Nemčijo. Tako da, A to bom pa z veseljem prebral. ja, seveda, zgleda ta naveza kar še nekako drži iz tistih časov pri Japoncih. To je tista manga, ki se za nazaj bere? Tako je, za nazaj. Aha, Tako, aha. tako. Gospod Godler, ste poznavalec, vidim. Ja, japonska. Kaj ste še prinesli? Da ostanemo pri čtivu, dajte krvi, vzemite to ven. To... Bo kaj skočil me grizel? Ne, dosti slabše. To ste pa vzeli. Magazine for Diaper Love and Adult Baby. Gospod Žeral, to je pa nekaj zelo, zelo disturbing. 18 plus za odrasle, Ja, k sreč ne znam brati. ironično, 18 plus in vključuje plenice. Ne? Ta kombinacija je malo nenavadna. Aha, se pravi, kupili ste mi revijo z fetišem za pleničke. Tako je, sem mislil, da bo nekako Pasala v na moj vašem karakter. stilu. Ja. Če vi lahko govorite, kaj se je zgodilo pri meni, lahko tudi jaz, se opravičujem. Pa še zadel ste moj karakter. A še kaj? Pa to je zdaj... Še. Vi boste povišico dobili. To so mi skoraj odprli na letališču in me je bilo zelo strah, da bi, ampak na srečo niso, tako da lahko zdaj vi Okej. odprete. Ok, to nekaj je... Kaj ste mi tole prinesli? Aha, 17 Bordeaux. 17? Kaj pa je to? Aha. To je spolna igračka, oblikovana po neki 17-letnici, očitno. Gospod Žerjal... In to je stvar, ki jo tam prodajajo v običajnih trgovinah, gospod Godler. A ste rekli, da se to pri bananah pa pri jabolkah? Ne, bajane pa jabolke sem štuk nižje. To je bilo pri Walkmanih, pa pri ostali elektroniki. Lahko bi mi dali to skrivaj, ne? Ker zdaj bojo gledalke, gledalci vedeli, kaj voditelj dela po oddaji. Kaj in s čim? In to je že skoraj vse, kar sem prinesel. Okej. Drugače pa ne vem, če ste opazili, ampak potem, ko sem prejšnji teden posnel prispevek o spremembah statusa normiranih samozaposlenih, je vlada v istem tednu priznala, da se je zmotila in popravila napako. A ni to čudovito? To je super. Ja, to je čudovito. Če ne bi ravno kar zapravil več tisoč evrov za ustvariti potne stroške, ki jih zdaj ne rabim več. Zato sem se odločil in kupil še eno poredno darilce za našo vlado in sicer ta lubrikant. Lubrikant. Ja,
ker s temi spremembami in premišljenjem se lahko res gladko je. Gospod Željal, hvala lepa. Hvala lepa za te prekrasne misli, ki si jih pravzaprav zadnje čase marsikdo deli z vami. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.